30.5.16 po kristijanskem koledarju 2016, to što Šmiha Lekotrip, tokratna tema poraba goriva. Spoštovani, danes sem na relaciji Ljubljana-Ptuj, s svojim vozilom Citroen Evazion 2.1 turbo dizel, letnik 99, dosegel sledečo porabo. Se pravi 4,1 litra v povprečju, pri nekako hitrosti, ki je bila više, ker sedaj, ko avto stoji, pada iz minute v minuto na potovalnem računalniku. Torej, pri optimalni potovalni hitrosti, tako imenujemo, se lahko z vozilom, ki dejansko dosega že 17 let, doseže to vrstna poraba goriva, ki bi jo nekako pripisal majhnemu mestnemu vozilu. To je velik enoprostorec, veliko vozilo, težko vozilo in želim povedati sledeče. Ob tem, da sama avtomobilska industrija že v svoji osnovi planet izčrpava in obremenjuje, vse bolj in bolj opažam tudi tole, da vozil sploh v povprečju človeštvo ne zna amortizirati, denimo, kot rečeno. Jaz si že iz enega ekološkega prepričanja vselej nabavim starejše vozilo, zato, ker so vozila prvič zasnovane in izdelane tako dobro, da držijo zelo dolgo, drugič, zato ker imam življenjsko filozofijo, da je nekaj, kar se izdela, za kar se naravo obremeni, se potem vse naj amortizira, tako v finančnem kot ekološkem smislu. Če je moralo nastati železo, če je morala nastati plastika, če se nenazadnje kuri nafta, ima vse naj to nek pridih oziroma smisel tega, da je res amortizirano, ne pa da se po 2, 3, 4 letih vozila menjajo kot obleke. No, želim povedati tudi tole, da na področju prometa v Sloveniji ne stojimo dobro. Jaz zelo mnogo vlagam osebno v izobraževanje in varčne in varne vožnje. In če se tako izrazim, varčna vožnja, ko damo č v oklepaje, nastane tudi varna vožnja. In ko tako gledamo na tem konkretnem mojem današnjem primeru, ko lahko, če se izrazim v povprečnem jeziku, s starim avtom dosegaš porabo goriva na nivoju modernega majhnega avtomobila, pomeni, da je v vozilih, ki so tehnološko še bolj napredna kot je tale, mnogo rezerve za porabo in da bi lahko s pravilno kulturo v prometu, se pravi varčno in varno vožnjo, planet bremenili mnogo manj in imeli bi mnogo manj nesreč in s tem tudi posledično, se opravičujem, poškodovanih in mrtvih ljudi. Tako da zamenjajmo škodljiv človeški egotrip, ki narekuje uničevanje sveta. V prometu se kaže s tem, da se vozi prehitro, potratno, nevarno, nepremišljeno, s koristnim naravnim ekotripom, ki narekuje ohranjanje, negovanje in zdrav razvoj sveta. Naj vam bo tudi tale enoprostorec Citroen Evazion, ki bo julija dopolnil že 17 let, v vzor in za vzgled, da tudi nekdo, ki bi mu rekli, morda v človeškem smislu, da je starček, lahko dosega vrhunske rezultate. Zamenjajmo škodljiv človeški egotrip s koristnim naravnim ekotripom. Naj se zgodi in to takoj. Amen.